V Avstraliji živi okoli 15 tisoč Slovencev. Največ se jih je tja priselilo v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Avstralija pa še zmeraj ostaja privlačna za iskalce novih poklicnih in življenjskih izzivov. Jaz sem že ko sem odhajal, delal sem v iskanju kadrov tukaj v Sloveniji in sem imel idejo, da bi nadaljeval s tem na mednarodnem nivoju. S tem, da sem hotel delati v neki drugi državi, da to lahko delam po celem svetu. Tako da sem začel svoje podjetje. Od prvega dne naprej postavil svoje podjetje in začel delati na iskanju kadrov in urejanju delovnih viz in stalnih viz in pomoči ljudem pri tem preseljevanju. Za odhod smo lahko, če pridobivamo začasno oziroma tako imenovano študentsko delovno vizo, za katero ni starostne omejitve, pripravljeni že v 2 mesecih. Na stalno delovno vizo pa lahko čakamo tudi do 2 leti, saj je treba ob končanem študiju že imeti tudi ponudbo za delo, sponzorstvo delodajalca, izkušnje v določenem poklicu in dobro znanje angleščine. Za birokratske postopke ob pridobivanju vize in za plačilo taks bomo v začetku potrebovali med 3000 in 4000 evrov, kamor ni všteta letalska karta. Večina Slovencev in tudi drugi narod nima zagotovljene službe, ko gre v Avstralijo. Iščejo se velika pahljača raznih poklicev, ampak zelo redki se kvalificirajo direktno za stalno vizo. Tako da tipična pot je zdaj na poti v Avstralijo je, da nekdo odide, dobi ponudbo za delo v Avstraliji in potem na osnovi tega se kvalificira, da ostane dlje. Trenutno še vedno tako kot vsa leta. Obrtniški poklici imajo izredne možnosti. Vsi poklici na področju informatike, računalništva, inženirji in vse, kar je z področja zdravstva, medicine. Vse se dela online zdaj. Tudi vloge za vize gre vse nadaljavo. Celo vize so zdaj podeljene v elektronski pošti. In preko katere institucije je to? Preko Ministrstva za imigracijo avstralskega. Toni Lenko je najprej živel v Brisbaneu, sedaj pa v Gold Coastu, mestu, kjer je tudi predsednik slovenske skupnosti. Vsako leto okoli 100 Slovencev odrine tudi na Novo Zelandijo. Vize zanjo poidejo v 1 uri od spletne objave. Lenko pa prihodnost vidi tudi na Tasmaniji. Pri tem pa emigracije ne vidi kot beg možganov oziroma odhod najboljših, saj se mnogi z novim znanjem tudi vrnejo. In celo jaz mislim, da za Slovenijo na dolgi rok je izredno dobro to priseljevanje, ker eni se vračamo, eni se bodo vrnili hitro, kasneje, mešajo se znanja, izkušnje, tako da v bistvu se država s tem, jaz mislim, da samo bogati. Ne gre za odhajanje najboljših, ampak v bistvu samo za krepitev države. Kaj poleg stalno toplega vremena je še boljše kot pri nas v Avstraliji? Karierne poklicne možnosti so neprimerno večje. Pač si v državi, kjer je 25 milijonov ljudi in ekonomsko stanje je popolnoma drugačno. Politični sistem je popolnoma drugačen, tudi pravni sistem je drugačen. Splošno zadovoljstvo. Tam se relativno malo kritizira, dosti manj kot v Sloveniji. In je neka klima zadovoljstva neprimerno večja. Toni Lenko pa ne promovira le Avstralije Slovencem, ampak tudi obratno, Slovenijo Avstralcem. Po njegovem posredovanju jih je nekaj 10 že prispelo v Slovenijo na študij.